Pozdravljeni, oglašam se vam z Lurda in ja, lejte, lepo je. V glavnem, da vam povem, hotela sem snemati video, sem rekla, bom videla, če bom imela navdih in pridem sem pred cerkev in je nekdo pozabil stojalo za snemati. No in sem se odločila, da posnamem video. V glavnem, jaz sem šla v izvidnico, da bom vedela, kam vas peljem. Ko bom dobila navdih in vam povem, tako je lepo, res je posebna energija. Ta voda tukaj, kako je v bistvu je zdravilna voda in nimajo tako blagoslovljene vode, kot drugače v drugih cerkvah, ampak imajo tako, da ti natočiš vodo iz izvira in potem ta voda je v osnovi tako že blagoslovljena sama po sebi. Tako da, lejte, sam Lurd ima svojo energijo, če ne druga, toliko ljudi tukaj moli. Včeraj zvečer je bila procesija z svečami, res je bilo lepo. Cela kolona, jaz nisem želela snemati, zaradi tega, ker mi je škoda teh svetih trenutkov, da bi jih porabila za to, da pač snemam, da klepetam. V glavnem, klepetam ne, če sem sama, ne, ampak okej. Res lepa energija je in kar je zanimivo, da recimo voda, izvir, Marija je rekla Bernatki, da naj izkoplje, da naj se umije in je začela kopati in je nastal izvir in to je ta zdravilna voda. Verjamem, da s tem, ko mi verjamemo, da nas določena voda zdravi, s tem še dodatno vplivamo na to, da nas res zdravi, zato ker voda nosi informacije. Poleg tega, tukaj se moli, in ko se moli, se tako vsaka voda, ki je izpostavljena molitvi, dejansko je blagoslovljena, spremeni strukturo, postane zdravilna. Zdaj, če pogledamo samo zgodbo Lurda, zgodba sega nazaj v leto 1854, pa ne me držati za besedo, ko se je mali Bernatki prikazala Marija. In ko jo je vprašala, kako ji je ime, je rekla, jaz sem brezmadežno spočetje. In potem je šla to povedati duhovniku in duhovnik je pač, se mu je ego vklopil, pa je rekel, tukaj je toliko svetih mož, pa so škofje in zdaj Marija bo pa govorila po enem otroku. In potem, ko so ljudje že začeli romati sem, so nekako liberalci oziroma tisti konzervativni ljudje se odločili, da bodo zabili to votlino, kjer se je Marija prikazovala in takrat se je potem sveta Bernatka umaknila v samostan, ampak dejstvo je, da kasneje so potem tukaj naredili svetišče in vse ostalo, tako da v glavnem je res lepa energija. Zdaj, če gledamo, Marijina energija je materinska ljubezen, je sočutje, je milina do vsega. No in prav ta sočutje in milina se začne z nam samimi, ker ne moramo biti mi sočutni in mili do vseh ostalih, do sebe smo pa rabili. In to je prva zadeva, odnos do sebe. Druga zadeva, kje imamo v telesu težave, tam točno kaže telo, da imamo zataknjeno energijo in da je treba nekaj presvetliti, napolniti z ljubeznijo, spustiti tja novo energijo. Predvsem, če imate težave s kolki, s koleni, spodnjim delom telesa, pomeni, da imate temeljna prepričanja, kdo ste, popolnoma pač zmedena in da je čas, da se osvobodite tega, da imate drugačno energijo na tem področju in ja, sigurno molitev pomaga pri tem, da se osvobodimo. Pojdimo še na nekaj sporočil, prehod v novo dobo, da vidimo, kakšna sporočila so za vas, svetle duše, tukaj iz Lurda. Kaj je tisto, kar je prav, da slišite, ker to je sporočilo, ta trenutek, kar je prav, da veste, da slišite. Srčna čakra. Zavedajte se, da ste ljubezen. Vse povsod lahko opazite ljubezen. Tudi v tistih odnosih, ki niso briljantni, sigurno obstaja nekaj, za kar ste lahko hvaležni, za kar lahko rečete, wow, hvala. Če ne bi bilo tebe, ne bi bilo mogoče celo mene, ne? Mogoče ne bi bila dosti taka, kot sem.
Za vsak odnos je prav, da smo hvaležni, ker nas sigurno nekaj uči. Če pogledamo naprej, ustvarjalka nove zemlje. Ti si ustvarjalka nove zemlje, ti si boginja, naj te vodi srce. Pa smo spet pri srčni čakri, pa pri tem, kako naše srce deluje. In še eno sporočilo, nova energija. Nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike, ker pred vami je novo obdobje. In prav to karto 36 vam bom prebrala in je res močno sporočilo. 36 se pravi zaključek nekega cikla, lahko bi bil to tudi neskončnost. Poglejte, lahko bi bilo cikl tornado. Sedaj se prepuščam toku življenja, zaupam, da se vse ureja. Jaz, in dodate svoje ime, sem več kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnica svojega sveta. V meni se pretaka mogočna sila. No in naj bo to sporočilo, da se začnete zavedati svojih božanskih moči in da dovolite, da se ta mogočna sila stvarstva pretaka skozi vas, ker ja, prihaja novo obdobje in to obdobje, nova zemlja, je prostor ljubezni, sočutja in ni več prostor vojn in borbe. Mogoče pomislite, kje živim? Ja, živim tukaj na zemlji in verjamem, da se stvari spreminjajo na boljše. In tako kot pri pospravljanju, ko včasih kakšna stvar se pomeče ven, da lahko naredimo prostor novemu, ni nič narobe, če vam ta življenje pošilja tudi kakšno lekcijo. In prišla je še nova moč, prepuščam se božanskemu vodstvu. Glejte, še ta je prišla, varno je ljubiti. Me prav zanima, kaj zdaj to pomeni dušni partner. Mogoče bom pa jaz že koga srečala. No ja, kakorkoli. V glavnem vam želim vse dobro, uživajte in predvsem naj se v vašem življenju zgodi Božji blagoslov. Uživajte.